Lepo pozdravljeni v oddaji Na glas. Tokrat bomo govorili o praznikih v verskih skupnostih. Smo namreč sredi praznikov, Božič je za nami, pred nami je novo leto. Z nami v studiu sta dva gosta, eden pa se nam bo pridružil preko Zoom povezave, torej bo blizu, daleč, kakorkoli z nami bo. Gospod Primož Lorbek, vi ste kaplan na Hajdini, hkrati pa tudi upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Torej, Božič je že za nami, pred nami je novo leto, verjetno je to zdaj tisti čas, ko imate tudi vi največ dela. Res je, to so najlepši prazniki za vse naše vernike in za našo domovino in cerkev. Seveda pa za duhovnika je to tisti trenutek v letu, ko je dejansko največ dela, pa nič zato, ker smo dejansko poslani za ljudi, da jim resnično to bližino Božiča prinesemo in jih tudi na ta način duhovno okrepimo. Gospod Milan Jovanovič, vam pravijo torej v Srbski pravoslavni cerkvi, katere del ste, kar oče Milan. Pravoslavna cerkev sicer praznuje Božič in novo leto kasneje, pa vendar občutite verjetno ta praznični čas tudi že zdaj. Seveda. Mi se za naše velike praznike pripravljamo s postom. Tako da že nekaj tednov mi čutimo to veselje, pripravljamo se tak vsak dan, tako da seveda. Pa se tudi veselimo, da naši someščani tudi praznujo, tako da delimo radost praznika. Tako, najlepša hvala. Z nami nadaljavo, vendar blizu, torej je Zinajt Mahmutagić, glavni imam v Mariboru v islamski skupnosti v Republiki Sloveniji. Gospod Mahmutagić, vi sicer ne praznujete niti Božiča, niti novega leta. Muslimani in muslimanke sicer ne praznujemo Božiča, vsekakor pa vse praznike in božične in vse ostale v toku leta voščimo svojim sosedom, prijateljem, svojim sodelavcem, ki te praznike praznujejo. S tem želimo pokazati, posebej mi, predstavniki verskih skupnosti, da je medverski dialog nujen za moderno družbo, saj delimo na vse zadnje skupne vrednote. Skupaj se moramo zavzeti za vsakega in se zavzemamo za vsakega slehernega posameznika, ki potrebuje pomoč, razumevanje ali pa lepo besedo. Saj nam vsi prazniki, ne glede kateri veri pripadamo, ponujajo novo upanje za razmislek o splošnih vrednotah vseh nas. Tako, gospod Primož Lorbek, vam se pravzaprav lahko reče tudi kaplan, ne? Tako. Velja pa torej Božič kot tisti največji praznik, rojstvo Jezusa. Ja, tako. Največji krščanski praznik je sicer velika noč, ko se spominjamo Kristusovega vstajenja. Seveda pa Božič je pa zelo pomemben, namreč z tem je prišel tudi odrešenik na svet. Sama zgodovina Božiča je zelo pestra in tudi zelo bogata po svoji simboliki. O tem nam tudi dejansko govori sama Božja beseda, ki jo poslušamo v teh praznikih. Veliko je simbolike luči. Namreč Kristus je tisti, ki je prišel v naše življenje kot luč, da bi človeku bil na nek način blizu. Tudi samo praznovanje Božiča je nekako ozrto na to simboliko. Božič se praznuje okrog zimskega solsticija. Kot praznik je bil predtem poznan tudi praznik luči, ki so ga dejansko poznali tudi, katere so poznali tudi prejšnja verstva pred krščanstvom. In v bistvu potem krščanstvo je tudi umestilo ta praznik potem na ta zimski solsticij, ko je dejansko dan najkrajši, noč najdaljša, ampak potem po Božiču se pa dnevi začnejo daljšati in je na ta način še bliže ta simbolika luči Kristusa, ki prihaja človeku naproti kot luč, da ga dejansko spremlja skozi življenje. Oče Milan, kdaj pravoslavna cerkev praznuje Božič in novo leto in kako vi dojemate ta dva praznika? Da.
Pa v bistvu datum praznovanja je 25. december, ja. Samo je drugi koledar, razlika je 13 dni. Ja. V bistvu, kaj je značilno za Božič? Božič je predvsem za vse krščane praznik družine. Ja. V tradiciji Srpske pravoslavne cerkve, to torej ni v celem pravoslavlju isto, ampak to je nekaj našega nacionalnega. Jaz sem že mogoče govoril pred oddajo s mojim sogovornikom. Mi imamo 3 tedna, ko se pripravljamo in ko poudarjamo pomen družine. Ne samo za družbo, ampak za cerkev splošno. Tako da smo v začetku 3 tedna pred Božičem imeli praznik otrok, potem praznik mamic, pa potem praznik očeta. In potem je Božič. Kaj želimo tim poudariti? Imamo ene lepe običaje, ki so tradicionalni, to so mogoče že 200-300 let za nami. Ko so to ti prazniki, mi se, recimo, evo, konkretno, če je praznik mamic, otroci se zbudijo zjutraj, pa vzamejo kakšno rutico ali nekaj kaj, pa vežejo svojo mamico in da bi se mogla odrešiti, ona mora nekaj otrokom podariti. Predvsem se misli na ljubezen, na radost, ampak tudi neki materialna darilca so tudi pomembna, prinašajo veselje otrokom pa tak dalje. Da skrajšam, predvsem je družinski praznik in tako ga slavimo in ko ga slavimo, predvsem slavimo ga v domu skupaj z našo družino. To je tisto, ne? Ja, to pomembno. je predvsem. Ja. Najbolj pomembno. Tako. Novo leto pa tudi praznujete, ne? Ja, ja, tudi. V pravoslavni cerkvi, mislim, kaj se pričakuje od pravoslavja? Ja, ko je novo leto, je tudi verski praznik za nas. Ja. Mi imamo liturgijo. Ja. Zvečer, ko pričakujemo prihod novega leta, mi rečemo mole ban. To jest, mi molimo, zahvaljujemo Bogu za vse darove, ki smo imeli v tem letu in ga prosimo, da bo z nami v naslednjem letu. Tako da to je zahvala Bogu. In naslednje leto, ko imamo, nekateri rečejo srpsko novo leto, ampak to je po koledarju novo leto, mi imamo liturgijo. Tako da predvsem je liturgija in zahvala in tako da. Darovi so lepi, ampak ni v tem smislu Božiča. Ja. Predvsem živ odnos s živim Bogom pa z drugimi ljudmi, ki so del naše skupnosti pa tako. Pa ljudje, ki tudi niso del naše skupnosti, ki niso mogoče iste vere z nami, ampak za Boga smo vsi Božji otroci, tako da se veselimo. Ja. Tako. Gospod Imam Mahmutagić, pa vendar bodo tudi muslimani in muslimanke vstopili v novo leto, čeprav vera torej ne pravi, da se ne praznuje tega dneva. Silvestrovali boste torej z drugimi, čeprav islam sam tega ne zapoveduje, pa vendar bo marsikdo znal izkoristiti. Kar se tega tiče, eni verjetno bodo, ampak kar se nas muslimanov tiče oziroma v islamu, kar je najbolj pomembno, je, da muslimani imamo 2 velika praznika. Prvi praznik je Ramazanski Bajram, drugi praznik pa je Kurban Bajram. Ramazanski Bajram v tem letu bo 10. aprila 2024 in traja 3 dni. Sledi po enem mesecu Ramazanu, ki je 9. v muslimanskem koledarju, ki sledi luninim menam. In zaradi tega je Ramazan in vsi prazniki pri muslimanih vsako leto 10 dni bližje. Zaradi tega, ker je lunin koledar 10 dni krajši. Kar se tiče Ramazana, v mesecu Ramazanu mesec Ramazan se to leto začne 10. marca po sončnem zahodu, prvi dan posta pa je 11. marca v ponedeljek. V tem času se mi postimo od zore do zahoda sonca, se družimo oziroma recitiramo Kur'an, kateri je razodet, našo sveto knjigo, katera je razodeta v samem mesecu Ramazanu. Hkrati pa se tudi
organiziramo iftare oziroma večerjo ob koncu posta in prebudimo v sebi še večji občutek za solidarnost in darežljivost. Saj post je največja stopnja pobožnosti in nas uči skromnosti in nas osvobaja egoizma. V tem trenutku pa egoizem se zamenja z dobrodelnostjo, katera se še posebej v mesecu Ramazanu vidi. Kar pa se tiče drugega praznika, Bajrama, Kurban Bajrama, to je praznik oziroma Bajram, ki označuje najpomembnejši dogodek pete islamske dolžnosti, to je hadž oziroma romanje v Meko. Hadž je bogoslužje, pri katerem se zedinijo vsi življenjski cilji in zahteve, ki se odvijajo znotraj eksistence od rojstva do človekove smrti. V tem prvem dnevu Kurban Bajrama, kateri traja 4 dni, in bo to leto prvi dan 16. junija 2024 v nedeljo. V tem dnevu se spominjamo tudi poslanca Ibrahima a.s. oziroma Abrahama, naj mir z njim, in njegovega boja s skušnjavo, pred katero ga je postavil vzvišeni Bog, z namero, da ga seznani o svetosti življenja, katerega je izključno lastnik Bog. Tako, najlepša hvala. Kaplan Lorbek, takole, če pogledamo, cel december se že dogaja, predbožični dogodki so, božični dogodki, božiček hodi od vrat do vrat, ne več samo na en dan, ampak kar cel mesec. Nakupovalna mrzlica je bila na vrhuncu, bomo rekli tako, ne? Kako vi sami gledate na to? Na eni strani vera in njene vrednote, na drugi strani pa to nakupovanje? Torej, bistvo, zdaj smo videli, da vsi imamo neko pripravo na praznovanje praznika. Mi imamo tako pred samim praznovanjem Božiča 4 adventne nedelje, v kateri se tako pripravljamo na praznovanje samega Božiča. Je spet v ospredju na nek način, da se človek na to pripravi tako duhovno, notranje in pa tudi seveda zunanje. Danes nekako ta advent je zelo zaznamovan z okrašenimi trgi, romanji, izleti v Zagreb ali ne vem, bližnja mesta. Koncerti in vse ostalo, v bistvu to je zapolnilo ta adventni čas. Se mi zdi, da včasih malo zmanjka tega trenutka, da bi se človek nekako notranje pripravil na samo praznovanje Božiča. Seveda zunanje se lahko zelo lepo pripravimo, je res eno tako pravo božično vzdušje in vse pripravljeno, ampak mislim, da tisto pravo praznovanje Božiča se mora dejansko zgoditi v človeku, v njegovem srcu, v njegovem življenju, kot je kolega povedal, v družini. Tukaj se praznuje Božič, konec koncev tudi v skupnosti, v župniji. Tukaj bi se moglo zgoditi to praznovanje in ta bližina Božiča. Seveda danes se je Božič malo tudi preselil v shopping center, z vsemi temi darili, ko moramo nekomu nekaj dati, nekaj kupiti in tako naprej, ampak mislim, da tisto najlepše, kar lahko človeku damo ob teh praznikih, je zagotovo naša bližina, naša beseda, naša ljubezen. To je prav tisto, kar tudi sam Božič v sebi nosi v svojem sporočilu, ko Bog človeku da svojega sina po Božji materi in pride v njegovo življenje. In prav to bi morali storiti tudi mi. Malo dati na stran kakšno stvar in bliže priti bližnjemu v življenju. Seveda nič narobe z darili. Je prav celo, včasih je prav, da so, ampak je res, ko ti daš darilo, moraš zraven dati še nekaj, in to je beseda, to je iskrenost, to je stisk roke, to danes ljudje potrebujemo, Zelo hitro bomo okraske pospravili, darila založili in tako naprej, ampak beseda, ki jo pa človeku nameniš, pa zelo težko, da jo pozabiš, predvsem, če je iskrena in tista, ki da v življenju nek smisel, Oče Milan, vidim, da prikimavate, verjetno imate podobno mnenje. Pa ja, se lako potpišem in potrdim, kaj je kaplan rekao.
Da, je problem. Mi predvsem imamo, pa tudi katoliki, imamo post pred Božičem. Post je priložnost, da človek obvlada sabo. Priložnost, da človek se poglobi v sebe, da razmišlja o svojem življenju, da razmišlja o notranjem človeku, da se pripravi. In to je, kako bi rekel, to je pot proti resnični sreči človekovič. Da. In zdaj, ko je post, pa se mi tu vse pripravljamo, naenkrat pride ta, jaz bi rekel, božična norišnica, ja, okrog tebe, vse tako, ja, in potem malo, kako bi rekel, zruši taj duh, ja, resnega posta. Ampak živimo, ki živimo, spoštujemo vse, kaj se dogaja okrog nas, ampak svetujemo, ravno to, kaj govorimo oba, da resno darilo za vsakega človeka jeste, ko se daš ti, celi. In to je to, kaj smo mi kot družba, kot krščani, kako je pa muslimani, pa tudi mogoče kot ljudi celega sveta smo pozabili, da je največje darilo je sam človek. Ko se mamica da za svojega otroka, za svojega moža, ko se mož da za svojo družino, pa tak dalje, tako se damo da gremo širše za svoje prijatelje, pa to, ko neki način, ko se začne to pričevanje, resnično pričevanje enega krščana, potem je to resnično darilo. Jaz, da odprto povem, rad imam, moji otroci tako imajo okrog Božiča rojstne dneve, tako da vedno nekaj kupimo, ampak v moji družini, kako bi rekel, ni to primarno. Mi se čez celo leto nekako obdarujemo s lepimi besedami, skrb drug za drugega, tako da, pa tudi za naše prijatelje, tako da nekako nas se preveč ne dotika to. Najbolj iskreno, če govorim, ja, radi se veselimo, radi imamo, mi smo s juga, radi imamo glasbo, radi imamo prijatelje, ampak to čez celo leto traja. Mi se vsakemu dnevu veselimo, Bogu zahvalimo za vsak novi dan, ki nam je dal, za dobro družino, za sve njegove darove, tako da enostavno to čez celo leto traja pri nas. Tako, gospod Mahmutagić, sodobna potrošniška družba, torej na eni strani gre očitno v neko drugo smer kot vera, se verjetno tudi odmika od vrednot vere. Vrednote so definitivno spremenjene, kar se tiče samega praznovanja vseh praznikov, ne glede kdaj je ta praznik. V glavnem se pri muslimanih tudi, kadar je Bajram, se obdarujemo medsebojno, dajemo eni drugim darila, ampak potrebno je imeti vedno na umu to, da nekdo drug mogoče v tem trenutku nima toliko sredstev materialnih, da bi si medsebojno delili velike, pompozne nekakšna darila. Tisto, kar je najbolj pomembno, da to občutijo tisti najmlajši. Zaradi tega, da bi potem, ko bojo oni odrasli, imeli tradicijo praznovanja teh praznikov, ne glede kateri veri pripadamo. In da jim pokažemo, da ni vse samo v darilih, temveč da je tudi v tem, da popravimo naše in okrepimo naše meddružinske odnose, medčloveške odnose in na vse zadnje te medsosedske odnose. Gospod Mahmutagić, ostanimo še malo pri vas. Prej ste dejali, da se torej muslimani obdarujete. Za kakšna darila gre pravzaprav? Darila, kadar podarjamo, posebej našim najmlajšim, seveda, da jim ni predpisano, kaj kdo mora dati. Res je, da se ljudje medsebojno razlikujejo. Eni bojo dali več, eni bojo dali manj, eni bojo poskusili z nekakšnim primerom mogoče majhnega darila, ampak z velikim sporočilom to dati otroku, da bi otrok dojel, da jutri, kadar odraste, drugače doživlja same praznike in jih ne doživlja samo
na ta način, kdo bo dobil bolj drago darilo. In da te s tem, da ti podari bolj drago darilo, te ima več rad. To otroke je treba naučiti, vsi mi, mlajše naše, je treba naučiti, da znesek darila ni povezan z ljubeznijo, oziroma veličina darila ni povezana z ljubeznijo, temveč toliko, koliko človek ima in lahko se tudi odloči za samo darovanje. Evo, hvala. Gospod kaplan, takole Božič, 1. in 2. januar, Velika noč, to so prazniki, ki so v Sloveniji tudi dela prosti dnevi. Kako vi sami gledate na to? Verski praznik, ko se lahko torej vernik na ta dan posveti veri, se spočije, kako? Vsekakor, to je zagotovo en vidik samega državnega praznika, torej, da je dela prost dan, da se lahko posvetiš na eni strani svoji veri, svoji tradiciji, katerakoli že je. Seveda, z drugega vidika se mi pa zdi, da vsak praznik, ki ga praznujemo, kot državni praznik, ko smo prosti, večkrat smo danes to poudarili, vsi trije gostje, da so to res prazniki družine. Tudi če je dan državnosti, je lahko to praznik družine. Kolega je zelo lepo rekel, mlade vzgajati, da bodo to spoštovali. Torej, ko praznujemo dan državnosti, dajmo se doma pogovarjati o domovini, o vrednotah domovine, dajmo to prenesti na mlajše generacije. Vse to so trenutki, kjer res lahko skupaj o tem govorimo, ko se o tem pogovarjamo, spoznavamo vrednote praznika, vrednote domovine. To se mi zdi najbolj smiselno. Meni je vsak praznik, ki je, pa je državni ali je cerkveni, oziroma verski, je to praznik družine. Takrat imamo priložnost biti skupaj, večina, seveda, biti skupaj kot družina in skupaj praznovati in se skupaj zahvaljevati za to, kar nam je v življenju dano in kar so nam zapustili in dali naši predniki. Kako vi sami gledate na to? Se pravi, pravoslavni Božič, novo leto sicer nista dela prosta dneva, pa vendar si lahko verniki vzamejo dovolj prostega. Imate take izkušnje? Prosti dan, dopust, karkoli? Pa dobro, živimo v državi, ki ni pravoslavna in normalno, da se obnašamo kot normalni, kako bi rekel, someščani. In tako, da v bistvu ljudje, če želijo, oni se potrudijo, pa vzamejo prost dan. Tako da mislim, da to ni problem, da to sploh ni problem. Samo ena mala anegdota, zdaj sem se spomnil, ko gospod imam je govoril o tih vrednotah, ko drugega obdarujemo. Nekaj dni nazaj sem imel rojstni dan, pa je bila okrogla številka, pa moja mladina me je tako razveselila. En fant mi napisal eno pesmo. To je jedno od najlepše darilo, ki sem ga dobil. Nekaj je dal od sebe, to sem moral tamo izpostaviti, mogoče on sam bo gledal to dajo, pa tudi bo vesel, jaz mu se danes tudi zahvaljujem. Tako da ta pesem je nekaj posebnega, kaj bom ja sigurno čuval celo življenje. Tako, predno se obrnemo naprej, še vam bom torej voščila vse najboljše za rojstni dan, glede na to, da ste ga imeli pred nekaj dnevi. Gospod Zinaid Mahmutagovič, torej v Sloveniji, torej ob Božiču, novem letu, velike noči smo rekli, smo torej lahko doma. Kako pa pri vas, torej muslimanski prazniki, ki trajajo dlje časa, si lahko vzamete proste dneve oziroma si lahko vaši verniki vzamejo vsaj kakšen dan dopusta, da ga preživijo z družino? Kar se tiče praznovanja verskih praznikov oziroma bajrama ramazanskega in kurbanskega bajrama, ljudje oziroma muslimani in muslimanke ta dan, tisti, kateri si lahko privoščijo, si vzamejo dopust, vsaj prvi dan, da bi lahko praznovali, da bi lahko prvo molitev opravili, zatem praznovali s svojimi najbližjimi, s tistimi, s katerimi živijo in s tistimi, s katerimi delijo vrednote. Po sami molitvi, katera se opravi v verski skupnosti, se opravijo
verniki domov in potem praznujejo z svojimi domačimi in seveda s svojimi prijatelji in tistimi najbližjimi. Res je, tako kot sem že malo prej povedal, ta dan tisti, kateri si lahko privoščijo prost dan oziroma si vzamejo dopust, da bi lahko praznovali s svojimi domačimi. Tako, najlepša hvala. Gospod kaplan, kako se pa torej pravzaprav praznuje verski obredi, molitve v cerkvi, v verskih prostorih, lahko tudi doma? Seveda, samo bogoslužje večinoma se opravi v samih verskih prostorih, seveda molitev pa lahko rečemo skoraj da pa kjerkoli, tako doma, konec koncev lahko tudi nekje zunaj, seveda pa sam verski obred mora biti bolj kot ne v cerkvi. Tako da zelo pomembno je, da se dejansko pri vsakem prazniku, ki ga praznujemo, tako pripravimo. Tudi spet smo pri družini, ker se dogaja, če želimo nekaj predati nekomu, se mora to zgoditi v družini. Zato je tudi ta družinska molitev zelo pomembna. Mislim, da smo danes vsi trije gostje nekako zelo izpostavili to bližino družine in potem tudi, da je družina tista, ki sama predaja samo vsebino naprej. Tako da zelo pomembno je, da te praznike res praznujemo kot družina in smo res skupaj povezani. Tako da, ja. Tako, ne? Tako. Kako je pri vas? Podobno torej vprašanje, verski obredi v cerkvi, v prostorih ali torej v verskih prostorih ali doma se lahko vernik obrne po duhovno najvišjo pomoč, bomo rekli temu, kjerkoli ali zgolj v cerkvi? Ja. V bistvu mi splošno, kako rečem, krščani doživljamo mašo ali mi rečemo liturgijo kot centralni dogodek za jednega kristijana. I tu smo skupaj z Gospodom in je to osrednje mesto na katerem se zbiramo, ko se zbira cela crkva. Tudi obstajajo osebne molitve, obstajajo družinske molitve, ki so zelo pomembne. Recimo v času, ko je bila korona, ko smo bili zaprti, takrat jaz lahko sam priča, da je moja družina, mi smo vsak dan se molili in to nam je dosti pomagalo. Ja. Pa tu smo, Bogu hvala, zdaj su možnosti takšne bile, da smo tu preko spleta imeli možnost, da naši verniki su tudi govorili da im je to ogromno pomenilo. Mi smo ena molitev, ki imamo, mi rečemo akatist, to su himne Materi Božje. Mi smo začeli v času korone, vsako sredo in petak sem svetoval svoje vernike, da lahko vzamejo kadilnico, da prižgejo, mi rečemo, briket ogalj, temjan, da malo kadijo te prostore in se blagoslovijo prostore. In takrat smo začeli in zdaj potem je ta navada je ostala vsak petek v našem hramu, pride dosti ljudi, molimo za njihovo zdravlje, tako da molitev dosti pomaga. I Bogu hvala, jaz lahko rečem iz izkušnje kot duhovnik, dosti mojih vernikov je prakticira. Tudi post. I sve več i več ljudi. Ker želijo nekaj, govorili smo že, darovi su lepi, ampak človek nekaj globinskega čuti, da mu nekaj rabi. In jaz lahko rečem, da zadnjih nekaj let je opazno, da sve več ljudi pride v crkvu, ima potrebu do Boga, potrebu do pogovora z duhovnikom. Me to zelo veseli. Tako, najlepša hvala. Vsi štirje si bomo zdaj privoščili en kratek predah. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo. Lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Na glas. Smo zdaj v drugem delu, govorimo o praznikih v verskih skupnostih. Z nami preko Zoom povezave je tudi gospod Mahmud Agić. Pri obeh islamskih praznikih se torej lahko moli tako doma, kot tudi v prostorih, ki so namenjeni za to, torej v džamiji. Ali je kako drugače?
Kar se tiče teh molitev, centralnih bajramskih molitev se opravljajo v verskih objektih oziroma v džamijah, molilnicah in ne more ga opraviti sam doma, temveč ta dan mora posebej priti v molilnico oziroma v džamijo in opraviti z vsemi ostalimi muslimani to molitev. Tako torej, pa se bomo še malo posvetili vsemu ostalemu takole. Kako je pravzaprav organizirana katoliška cerkev v Sloveniji, ne? Zdaj, ne, nekdo, ki ni veren, ve, da obstajajo nadškofije, škofije, ne, pa vendar je razdeljeno to precej drugače, oziroma precej globje, širše. Ja, seveda, vse skupaj se začne v škofiji oziroma v nadškofiji. Vsaka nadškofija oziroma metropolija je povezana z sosednjimi škofijami, tako mariborska nadškofija, denimo je sedež metropolije, kamor spadata še celjska in soboška škofija, mariborski nadškof Alojzij Cvikl je pa tako metropolita, ne. Seveda pa vse tri škofije oziroma mariborska nadškofija, celjska škofija in mursko-soboška škofija imajo svojega škofa oziroma tukaj v Mariboru nadškofa. Tako je v bistvu to ena taka širša struktura, ki se potem pa dejansko še malo razdeli po terenu v župnije, potem župnije so še povezane v dekanije, dekanije v naddekanije. To je v bistvu res ena taka struktura, ki je potem ustvarjena. Zakaj? Zato, da cerkev sama po sebi lahko lažje deluje, tudi za pretok informacij in vsega ostalega, kar je temu potrebnega, ne. Seveda, večino pastoralnega dela se pa seveda potem opravi na župniji, kjer je župnik ali pa ima župnik zraven še tudi kaplane in svoje pastoralne sodelavce, ki mu potem pri tem v bistvu pomagajo, ne. Seveda pa potem ta struktura potem deluje, je v Sloveniji zelo povezana med sabo v slovenski škofovski konferenci, kjer so vsi škofi ordinariji in potem, ja, in seveda potem je pa še tukaj Rim kot tisti center, ki pa v bistvu, ampak vsaka cerkev, vsaka škofija ima nekaj v sebi tistega, kar potem dejansko odloča škofa, ne, kar se tiče njegove škofije. Vernike pa torej lahko pridejo vse posod, ne? Ja. Absolutno, seveda obstajajo neka pravila znotraj župnij, ki jih je pač potrebno upoštevati, ne vem, če prihajaš iz hajdinske župnije in se želiš poročiti, ne vem, v eni od mariborskih župnij, seveda potrebuješ dovoljenje domačega župnika, tudi tam si bil verjetno krščen, moraš tam dobiti krstni list ali karkoli potrebuješ, ne, se potem vračaš v svojo domačo župnijo in tako naprej. Tako da obstajajo neka pravila znotraj tega, ta urejenost, pa tudi prav je, da domači župnik ve, kam se odpravljajo njegovi verniki in na kak način si potem urejajo življenje, ne. Je hvale vredno, če vemo, ne, da potem tudi smo lahko na ta način še se ponovno bližja, ne. Oče Milan, kako pa je urejena pravoslavna skupnost v Sloveniji, vezana je seveda tudi na širše izven državnih meja? Ja. Da pravoslavna cerkev v Sloveniji šteje mogoče natančnog števila noben ne pozna, ampak sigurno več kot 1000 vernikov, so razdeljeni v 15 far, mi rečemo parohije. Največ ljudi seveda je v Ljubljani, tam je zaenkrat 4 duhovnika, v Mariboru sta 2. V Mariboru, ker nas mogoče to bolj zanima, mariborska fara ima obseg tudi, zauzame pa Koroško regijo, pa Prekmurje in mogoče, da tu živi nekje okrog 8000 pravoslavnih vernikov. V celi Sloveniji je 15 duhovnikov. Vsi smo mi del Srpske pravoslavne cerkve, ampak nam prihajajo tudi verniki, ki pridejo iz Rusije, Ukrajine, Črne gore, Romunije, Bolgarije, tako da za vse pravoslavne je ta cerkev. Mi smo, kako sem že omenil, mi smo del Srpske pravoslavne cerkve in središče naše metropolije v Zagrebu. Tako da naš metropolit ima zvanje, se imenuje Zagrebsko-ljubljanski metropolit.
do skoraj bio naš sedanji patrijarh, gospod Porfirije. Zdaj pričakujemo novega nadškofa, metropolita, ki bo izvoljen v maju. Tako, hvala lepa. Gospod Mahmutagić, kako pa je organizirana islamska skupnost v Sloveniji? Sedež islamske skupnosti je v Ljubljani. Znano je, da je leta 2020 odprta džamija v Ljubljani oziroma muslimanski kulturni center. Poleg džamije v Ljubljani pa se še na 17 mestih, v večjih mestih v Republiki Sloveniji opravljajo molitve, petkova molitev tudi in seveda tudi te centralne bajramske molitve, katere sta dve v vsakem letu. Eni so zaradi prostorne stiske primorani v tem času bajramov svoje molitve opravljati v velikih športnih dvoranah. Tako kot je bilo v Ljubljani, to smo lahko videli že leta in leta nazaj. Zdaj se, hvala Bogu, v Ljubljani lahko opravi v prostorih džamije. Kar pa se tiče Maribora, mi se nahajamo na Trebušakovi 5 v Mariboru, to je na Teznu, v prostorih bivšega trgovinskega centra Merkur. Za zdaj nimamo prostorne stiske, ker še vedno opravljamo molitev v tem velikem objektu, ampak kadar bomo objekt renovirali, bomo videli, kako se znajde. Tako. Gospod Lorbek, so med prazniki cerkve bolj polne kot pa sicer? Se opazi to? Absolutno se opazi. Seveda, to so prazniki in ja, takrat so cerkve tradicionalno polne, tako za Božič, za Veliko noč, pa seveda na največje Marijine praznike. Seveda se opazi, da takrat ljudje bolj množično prihajajo k samemu bogoslužju in s tem pokažejo svojo vero in svojo pripadnost. Absolutno. Kako pa je pri vas? So na liturgijah, torej mašah, pri molitvah ljudje med prazniki, več jih je, manj jih, kako? Pa isto je kot v katoliški cerkvi. Ja. Recimo, če govorimo o Mariboru, vsako nedeljo je približno povprečje okrog 130 ljudi na mašah. Ena maša je pri nas samo dovoljena v enem dnevu, da en duhovnik lahko ima. Ono, kaj nas veseli, je to, da je vse več mladih ljudi, da je dosti otrok, pa cele družine prihajajo. Pri nas je mala razlika, ker pri nas po krstu otrok lahko dobi obhajilo takoj. Tako da je dosta malih dojenčkov, ki pridejo obhajilu in to bo pomembno. To je mala razlika med dvema cerkvami. Tako da v bistvu smo zelo zadovoljni. Je opazno zadnjih nekaj let, kaj vpliva sigurno prihod naših vernikov iz Srbije, iz Bosne, ki so se tu naselili, da se je število vernikov v cerkvi zvišalo. Tako. Gospod Mahmutagić, kako pa je pri vas, torej vaše molitve, vaši obredi so obiskani? Kakšna je torej razlika recimo med prazniki in pa med tistimi rednimi petkovimi molitvami? Na dnevne molitve in molitve ob petkih in te centralne molitve prihajajo ljudje, kateri živijo v teh mestih oziroma v teh 18 velikih mestih v Republiki Sloveniji. Tisti, kateri živijo, naprimer za Maribor govorim. V Mariboru je naš center oziroma naša skupnost tu na Teznu in prihajajo ljudje iz Maribora in okolice. Kadar rečemo okolice, mislimo vse do Murske Sobote oziroma Lendave, potem Ptuja, Šentilja, Ruš in Dravograda. In seveda tudi Slovenska Bistrica.
Tako pa ostaniva še mi dva malo skupaj. Res je, da sicer zdaj ne boste praznovali tega novega leta, tako pač vera zapoveduje pri vas, ne? Pa vendar imate kakšno sporočilo za vse tiste, ki bodo zdaj vstopili v novo leto, ga praznovali, imate kakšne posebne želje za naslednje leto? Vsem ljudem pa želim srečno in uspešno leto 2024, polno miru, razumevanja in sožitja, ker to nam bo še posebej potrebno, da bi eni drugi razumeli in da bi medsebojno lepo živeli. Tako, najlepša hvala. Gospod Lorbek, torej Božič je za nami, novo leto se bliža, res je veliko tistih novoletnih želja, novoletnih zaobljub, ne nazadnje tudi ne v tem času. Kako vi sami gledate na te zadeve in ne nazadnje, kaj vi želite vernikom, skupnosti, družbi? A mislite, kako gledam na novoletne zaobljube? Tudi to lahko najprej začneva s tem, ja. Obljub je veliko. Trudimo se vsaj 1% tistega, kar si obljubimo nekje pri novem letu izpolniti, a ne. Ja, v bistvu meni nekako najbolj ostajajo te besede preroka Izaija, ne, ki smo jih slišali na božični dan, o nogah glasnika, ki prihaja med nas, ne. Da bi dejansko bili glasniki tega miru, ki ga je Kristus prenesel v naše življenje. Da bi res bili v življenju glasniki upanja za naše bližnje. In res tega želim vsem vašim gledalcem v tem letu 2024, ki je pred nami. Ne. Se mi zdi tako včasih, kot da smo malo hromi ratali, ne. Ko pogledamo ta svetovna žarišča od Gaze oziroma Palestine pa Ukrajine, pa še kakšno žarišče se bo morda odprlo v naslednjih letih, Bog ne daj sicer, se mi zdi, kot da smo malo hromi ratali zato, da nas je nekaj ohromilo na nek način. Ne bodimo hromi, ampak dajmo se res ustati, iti k bližnjemu, mu podati roko in res prenesti to upanje, to veselje v življenje naših bližnjih in se res truditi za tisto dobro. In to naj bo res ta najlepša novoletna obljuba, da bi se res skupaj trudili tako za našo domovino in tudi za res življenje vsakega izmed nas in za tistega, ki ga v življenju srečujemo. Dejansko malo provokativno zraven tisto, kar velikokrat rečejo na kakih lepotilnih tekmovanjih, bomo rekli, oziroma na tekmovanjih za mis, ne? In res marsikatera reče, želim si, da bi bil mir na svetu. Ta želja pravzaprav ni samo zgolj fraza, sploh v današnjih časih, ne? Ni fraza in ne sme biti fraza, ne. Jaz mislim, da si res, če si bomo vsi skupaj želeli nekega spoštovanja, ne samo miru, ne. Mir ni samo mir, ampak tu mora iti tudi za spoštovanje, mora iti za razumevanje, predvsem pa za mir je res potrebno spoštovanje bližnjega, ne. Potreben je dialog, ne. Če ni dialoga, če se ne pogovarjamo, če vsak govori po svoje, ampak pri dialogu je še tisto drugo zelo pomembno, ne? Tudi poslušanje, da se znamo med seboj poslušati, ne? Da slišim bližnjega, ne da samo jaz govorim, ne? Ampak da znam tudi slišati bližnjega, da ga znam razumeti. Ne? In takrat, ko bomo se res, ampak ta pogovor mora biti pa tudi iskrena. Ne? In tukaj se mi zdi danes včasih zelo malo težavna, ne? Da nam te iskrenosti marsikje malo zmanjka, da bi se odkrito pogovarjali o stvareh, ne? In tega si res lahko želimo in naj ne bo samo ostane pri frazi, ampak dajmo se res tudi truditi za tisto lepo in dobro za življenje. Najlepša hvala. Kaj pa vi, oče Milan, kakšne so obljube, želje, mogoče tudi pričakovanja v novem letu? Pa težko je nekaj zaželeti, če ne moreš na nekaj vplivati, ampak je dobro nekaj obljubiti, kaj zares želiš narediti. Da se vrnemo na začetek našeg pogovora, družina. Da se trudimo najprej, mi, koji smo družinski, pa tudi vsi imamo družino, ožjo ali širšo,
da se potrudimo da ohranimo u naši družini te iskonske, zgodovinske vrednote, opšte krščanske vrednote. Jaz vem, da vsak otrok želi mamico pa dočeta, da noben ne želi mamicenega prijatelja ali atijevo prijateljico, kaj je danes postalo del tradicije. Kaj želim povedati? Da vsak, ki stopi v zakon, se mora potruditi. Da najlažje reči, jaz izstopam, pa jaz grem po svoji poti, mož gre po svoji poti, otroci so tako ubogi. Jaz vem, da noben otrok ne mara tega, da pride novi fant ali nova punca u njegovog očeta ali mamice, oni želijo svojega očeta pa mamicu. Da zaključim, družina je nekaj kaj bo rešilo ta svet. Samo družina. Sposobna, moćna družina. Ne glede na to, ali smo kršćani, muslimani, ateisti, ne glede na to, družina je nekaj kaj najbolj pomembnega. Jaz želim vsakemu, da se potrudi po svojih močeh, da ohrani to družino. Ne nazadnje rečemo tudi, ne samo v tem času, ampak tudi že prej, da je družina osnovna celica družbe. Pa tudi crkva. In tudi Tudi cerkve. crkva, ja. Evo, najlepša hvala vsem trem gostom, dragi spoštovani gledalci in gledalke. To je bilo za danes vse in naj na tem mestu vam še izrečem, da vam želim uspešen, prijeten, srečen vstop v novo leto in naj bo leto 2024 prijazno z vami.